Prav lep dobar dan. Bodite prisrčno pozdravljeni, dragi prijatelji našega doma. Zelo nas veseli, da ste se zbrali v tako lepem številu, da z nami praznujete 69. obletnico naše ustanove. Prosim predsednika našega doma San Justo, gospoda Marjana Vodca, za pozdravne besede. Spoštovana veleposlanica Republike Slovenije v Buenos Airesu, gospa Tina Vodnik in njen soprog, gospod Jure Vodnik, spoštovani predsednik ZN Slovenije, gospod Jure Komar, spoštovani delegat za slovensko dušno pastirstvo v Argentini, gospod Franci Cvjekjati, spoštovani duhovniki, gospod Robert Brest, gospod Gašper Mavko, spoštovani predsedniki in zastopniki domov ter organizacij, spoštovani gosti iz Slovenije, člani Okteta in Spiritu, dragi člani, družine in prijatelji našega doma San Justo. Iskreno dobrodošli na praznovanje 69. obletnice našega doma San Justo, ki jo letos obeležujemo pod geslom Ne gane moja se zvestova. To geslo, preprosto in hkrati globoko, nas spominja na tisto, kar nas že skoraj 70 letij povezuje. Na zvestobo Bogu, domovini in vrednotam, ki so bile temelj naše skupnosti od prvih dni njenega obstoja. Letos se obenem spominjamo na 80. obletnico begunstva, dogodka, ki je zavedno zaznamoval naš narod. Naši predniki so takrat v težkih časih zapustili domovino, a s seboj prinesli vero, jezik in ljubezen do slovenstva. Te vrednote so jim pomagali, da so v novi domovini, tukaj v Argentini, znova postavili temelje svojega življenja in tako zgradili našo ustanovo, kraj srečevanja, prijateljstva, petja, molitve in še. Danes stojimo na teh temeljih. Toda naš dom ni le spomin na preteklost, je živa skupnost, kjer se prepletata dediščina naših prednikov in upanje prihodnih rodov. Njegova vloga danes je jasna: ohranjati povezanost, spodbujati sodelovanje med generacijami in skrbeti, da zvestova, o kateri govori naše letošnje geslo, ni le čustvo, temveč dejanje. V delu, prostovoljstvu in srčnosti. Res je, pred nami so novi izzivi, ki zahtevajo več skupnih naporov. Živimo v času, ko je potrebno veliko več dela, da ohranimo našo skupnost močno in povezano. Čeprav se število sodelujočih manjša, potreba po sodelovanju še nikoli ni bila večja. Naši domovi in organizacije potrebujejo mlade, ki bodo prevzeli pobudo, in starejše, ki bodo delili svoje izkušnje. Sedaj ni čas, da se umaknemo, temveč da se še bolj zavzamemo za našo skupnost. Naj bo današnje praznovanje priložnost, da z isto zvestobo, ki je pred 8 desetletji dajala moč beguncem, tudi mi nadaljujemo njihovo delo. Naj nas vera, družina, prijateljstvo in ljubezen do slovenstva še naprej vodijo pri gradnji skupnosti, ki ne pozabi svojih korenin, a pogumno gleda naprej. Naj Bog blagoslovi naš dom, vse, ki ste danes tukaj, in vse, ki nas spremljate v duhu. In naj nas ob zaključku spremljajo besede, ki izražajo bistvo današnjega dne. Slovenec sem, od zibeli do groba. Ne gane moja se zvestova, ne gane moja se zvestova. Bog vas živi.
Vabim sedaj k mikrofonu predsednika Zedinjene Slovenije, inženirja Jureta Komarja, ki nam bo spregovoril o priliki 69. obletnice našega doma. Spoštovana veleposlanica gospa Tina Vodnik in soprog, pozdravljam predsednike in predstavnike organizacij, dragi rojaki našega doma San Justo. Ne gane moja se zvestoba. Zvestoba je lastnost svobodnega, zrelega in odgovornega človeškega odnosa, je napisal papež Frančišek. Zvestoba je lastnost, ki jo najdemo v različnih obdobjih in situacijah v življenju vsakega posameznika. Zvestoba slovenskim in verskim vrednotam je naše prednike pred 80 leti najprej pripeljalo v boj na topo izseljenstvo, ki se je končalo tu pod Južnim križem. Zvestoba nazaj, poslanstvo naprej je zapisal pisatelj Zorko Simčič. Ta je tudi misel, ki je vodila našo skupnost v razvoju v tej pampi. Zvestoba Bogu in domovini. Vrednote, ki so se prenesle iz generacije v generacijo. Danes ima skupnost nove izzive, ki nam jih predstavlja ta čas. Kako ohraniti vezi, dom, mladina, kako poučevati naš slovenski jezik in predati vrednote novim generacijam. To je poslanstvo, ki ga moramo izpolniti, zvesti našim koreninam. S pogledom v bodočnost predlagajmo realne cilje za prihodnost naše slovenske skupnosti in se z veseljem lotimo dela za prihodne generacije. Praznujmo ta novi rojstni dan našega doma, ki je dokaz prijateljstva in zvestobe slovenskim vrednotam. V imenu Zedinjene Slovenije vse najboljše naš dom San Justo. Hvala lepa. Prisluhnimo sedaj besedam, ki nam bo spregovorila gospa Tina Vodnik, veleposlanica Republike Slovenije v Buenos Airesu. Spoštovani predsednik našega doma, Marjan Vodec, soprogo, spoštovani predsednik Zedinjene Slovenije, soprogo gospod Jure Komar, spoštovani predstavniki slovenskih skupnosti, spoštovani duhovniki, dragi Slovenci in Slovenke, dragi prijatelji Slovenije. Res me veseli, da sem danes na praznik našega doma v San Justu prvič med vami. Izbrali ste si res lepo ime za vaš dom, ki svojo domačnostjo in pa lepo urejenostjo takoj ob prestopu praga postane naš skupen dom. Dom, v katerem ste kot prijatelji in kot ena velika družina in se kot taki tudi zbirate že 69 let. Letošnja obletnica ima za vse nas poseben pomen, saj sovpada z obeležitvijo 80. obletnice slovenskega begunstva. Slednje je povezano z usodo naših prednikov, ki so morali zapustiti domovino, a je nikoli niso pozabili. Prav zato je letošnje geslo Ne gane moja se zvestoba iz pesmi Gustava Ipavca in Jakoba Gomilška Slovenecem tako pomenljivo. V geslu se, po moji oceni, odraža zgodba o zvestobi, ki nikoli ne mine. Zgodba o koreninah, ki se kljub razdalji nikoli ne izrujajo, ter zgodba o ponosu na to, da smo Slovenci odzivali do groba, pa četudi več kot 10.000 kilometrov stran od rodne zemlje. In prav to rodno zemljo za vse vas tukaj zbrane predstavlja naš dom San Justo. Danes ste program našega doma obogatili s prvo slovensko komedijo na slovenskih tleh, Županovo Micko, prvega slovenskega dramatika
Antona Tomaža Linharta. Prav z uprizoritvijo te navedene komedije na Kranjskem konec 18. stoletja je Linhart dokazal, da se lahko slovenščina enakopravno kosa z drugimi tujimi jeziki in da si kranjski narod še kako zasluži umetnost v svojem materinskem domu, jeziku. Ob obletnici našega doma vam želim, da bi se slovenska beseda še dolgo širila pod njegovo streho. Vse generacije pa ponosno zbirale pred njegovim ognjiščem, v prijateljstvu, besedi, pesmi in ljubezni do domovine. Naj živi naš dom San Justo. Prišel je trenutek glavne točke današnjega programa. Leta 2025 je bilo za vse nas posebno leto. Obhajali smo 80-letnico zdomstva. Od takrat mnogo Slovencev smo dobili svoj dom izven meja Slovenije, a slovenstvo se naprej po naših žilah pretaka. To je, kar nas vsak dan znova navdušuje, da skupno delamo v našem domu, da ohranjamo slovenski jezik, slovenske pesmi, slovenske plesa, slovensko zgodovino, vero in kulturo, da ohranjamo našo identiteto. Ta čustva želimo z vami deliti, o čemer govori letošnje geslo, kakor tudi izbira igre današnjega slavja. Geslo Ne gane moja se zvestova, s katerim vas pozdravljamo, je vrstica Ipavčeve pesmi Slovenec sem. Zelo smo ponosni s tem, kar vsak dan gradimo v našem domu. Tako smo se tudi odločili za Županovo Micko, prva komedija v slovenščini izpod peresa prvega slovenskega dramatika Antona Tomaža Linharta, ki jo je leta 1790 priredil. Letos obhajamo 230 let Linhartove smrti. Igra je tudi prvič igrana v zasedbi gledališke skupine našega doma. Priredba igre, saj je pisana v stari slovenščini, je delo režiserke Ivana Tekavec. V njej je tudi skrit dragoceni nauk za naše vsakdanje življenje. Brez zamude vas vabim, da si ogledate igro in odkrijete lepo sporočilo. Mička moja, povej mi vendar, zakaj je žita nočeš. Ali ni on lep, čeden fant? Ali nima lepe hiše? Lepo nima v živinco pa tako, da se človeku srce nasmeje, ko jo vidim. Oče, povejte mi, zakaj vi kisnega vina ne pijete? Seba, ki mi ni všeč. Prav, jaz tudi žita nočem zato, ker se mi ne dopade. Ti šmetek, rekle, zdaj si me pa ujela. Čakaj, zdaj pa jaz te vprašal, zakaj se ti Anže ne dopade? Zato, ker se mi ne dopade. Ma spet prav. Dekle, ti imaš več pameti, kakor tvoj oče. Jaz ti ne bom več vprašal. Pa vendar, Mička, Anže je fejs fant. Stori mi to veselje. In vse mi ga. Ker se mi pač ne dopade. Tako stori, da se ti bo dopadel. Tako bom to storil. Lahko, če ne hočeš. Da bi Anže tak hnus ne bil. On je tako grob. Grob? Kaj ti je storil? Govori, Mička. Grob praviš. Ja, prav grob je. On me pri plesu okoli pasu prime, da mi vse rebra pokajo in kadar gremo narazen, me tako stisne, da dolgo ne morem prsaniti. Ja, Mička,
Jaz mislim, da on to z ljubezni dela. Omeni, da nič lepega ne pove. Kako to meniš? No, omeni, da ne reče, da na mojih licah rosce cveto. Rose! Da ko pride v mojih očeh sedi in van strelja. Mička! Da je moj obraz tako jasno, kakor nebo, moj život tako raven, kakor smreka. Mička! Da je moje petje tako lepo, kakor ptičice. Od vsega tega mi nikoli nič ne pove, kako bom jaz teda ljubila. Mička, če bi ne vedel, da si pametno rekle, bi te zdaj zanorevel. Zelo bi bil vzemi, če sem jaz tvoji ranki materi kakšne take stvari govoril. Ampak da sem jo ljubil. Kaj vse se v teh 30 letih ni spremenilo? More biti je tudi v ljubezni kakšna nova navada v naše kraje prišla. No, moraš ti bolj verjeti kot jaz. Vendar, Mička, ti bi mene veliko veselje naredila, če bi Anžeta vzeli. Olej, moji lasje že sivi postajajo. Bog ve, koliko časa bom še živel. Bog ve. Jaz bi tebe rad videl preskrbljeno. A saj si pametno rekle, ti boš že vedela, kaj moraš storiti. Pametna, Mička, Anže je fejs fant. No, jaz bom malo na polje stopil. Sonce že skoraj zahaja. Med tem časom mi pa prinesi kozarček vina. Že grem. Tistega velikega, ja? Že vem. Saj bi Anžeta rada ljubila, da bi ne mogla. Zakaj sem se pa od tebe lahko zaljubila, ljubeznivi Šenhajm? Tukaj ni treba, da bi moj oče rekel: ljubi ga, Micka, vzemi ga, Micka, vzemi ga, poglej, moji lasje že sivi postajajo. Danes ljubeznivi oče, še danes, če je moglo biti, zdaj pri tej priči. Pa si tudi druge sorte fantič. Lep, bogat in zraven še žlahten, plemenit gospod. In jaz bom tudi žlahtna gospa. Kako bo to lepo slišati. Anžetova žena. Kaj, da bi jaz, Anžetova žena, hotela biti? Ljubezni Šenhajm, ki tako dolgo mudiš. Boš prišel, moj Šenhajm, boš prišel. To je tedaj tista hiša. Pogled tukaj. Mora biti je ravno županova Micka. Kako je zamišljena. Ob 8 boš prišel, ob 8. Ti si sicer obljubil. Če besede ne držiš, sonce bo skoraj že... Joj, si se ustrašila, ljubica. Saj bo prišel, ob 8 bo prišel. Joj, mene, kaj je to za lep prstan? Ti goljuf nesramni. Dajte mi ga, kaj vas to briga? Tvoj ljubček, kaj ne? Moj ljubček, da? Hoče prstan nazaj. Ravno ta je moj prstan. Nesrečni človek. Tukaj je moje ime. Nazaj mi ga dajte. Tvoj ljubček, kaj ne? Moj ljubček, da? Hoče prstan nazaj. Če mi poveš, kako mu je ime? Šenhajm. Šenhajm? Svoje ime je zatajil. To je res lepo ime. Ali je res tako lep, kakor ime govori? To se ve, da je čeden. Pa ne mi date še prstan nazaj. Ti si prav nevoščljiva. Dovoli, da ga še malo pogledam. Kako se lepo sveti. In ta lepi postaven gospod, ki ti je ta prstan dal, tebe ljubi? Ali menite, da ne? In ti ga ljubiš? Ali imate more biti kaj proti? In on te bo vzel? Kaj toliko sprašujete? Hočem prstan nazaj. Dala ti ga bom. Še nekaj ti moram vprašati. Kaj nekaj še? Vzel te bo, praviš? Bome, ja. Odlej, bom tudi jaz žlahtna gospa, kakor ste vi. Bom lepe obleke nosila, kakor gospoda v Ljubljani. Še lepši kot oni tamle.
Ubogo dekle, kako se mi smili? On to nedolžnost lahko rešila. Imate gospod morda dobro službo ali je bogat? To se ve, saj je plemenit gospod. In kdaj bo tedaj poroka? Kolikor hitro bo njegov stric umrl, pa ne vidite že prca nazaj. Tukaj je ljubica. Oj, zapeljivec grdi. Kaj jokate, gospa? Kaj tam je? Bogu sva zahvali, da si prišla, ljubica moja. Ti si v zelo veliki nevarnosti. Ježiš Marijo, kakšni za eno nevarnost? Tvoj ljubi je goljuf. Šenhaj, da je goljuf? Vi ste goljufica, ker tako govorite. On je goljuf, jaz pravim. Njemu ni ime Šenheim. To ni mogoče, pustite me, kaj ali se z mene norca delate? On je ženi drugi obljubljen. To mi pa morate dokazati. Poglej ta prstan in poglej svojega. Ali nista oba enaka? Vidiš? Tega, ki imaš ti, sem njemu dala. In tega je Tulpenheim, to je njegovo pravo ime. Ga je meni dal. To je moje ime in to je njegovo. Vi ste tista gospa? Ja, jaz sem vidi sirota. In ta tvoj zapeljivec je moj zaročenec. Nikar se ne ustraši. Medvega bova izučili. On je obe ogoljufal. Vi še ne veste vsega. Danes v Bosnih imata malopridne še z enim drugim takim iz notarjem priti k nam, da bodo sklenili ženitvo pogodbo in v 3 dneh bo poroka. Naj ne pride. Medvega bova že prijele, da bo vse veselje izgubil. Nedolžna dekleta zapeljevati. Kaj imate njegov prstan? Mene goljufati. Jaz sem ga tako strašno ljubila. Ali tvoj oče ve za tvojo ljubezen? Nič ne vedo. Tako ljub mi prepovedal, kaj povedati. Pojdimo, bračo, tukaj. Se moramo dogovoriti, kako bomo naredili, da za vse plača. Peli me v hišo. Iz srca rada. Tega grdeža naj mi z glave spravijo. Osem bo skoraj, pojdiva. Meni. O, ti nesramnež grdi. Pregrob si! Vse rebra in pokaj okujo za priplesu, za pas pripeš. I kaj pa jaz moram, če ga imam tako rad? Pa nič lepega ne znaš povedati, kakor postavi. Če hočeš reči, da je lepa, takoj povej, da je taka kot roža. Kva? In njen život moraš s mrekim primerjati. Aha. Pa njeno ti hočeš pohvaliti, takoj reci, da se tako blestijo, kakor da bi eden noter sedel pa vonke streljal. Oča, ona bo rekla, da sem ponoril. Anže, jaz ti povem, moje dekle ima več pameti, kakor mi dva oba v kup. Ona že ve, kako mora to biti. Tako zaljubljeni ljudje v Ljubljani med sabo govore. Naj bom videl, kako se bom navadil. Ampak jaz vam povem, oča, mene bo smeh silil. Ta reč gre vse bolj od srca, če jaz rečem. Dekle, ti se meni dopadeš. Jaz te štimam, da bi te ugriznil. Presneta oča, takrat mi srce prav poskakuje. Anže, saj imaš prav, ampak take so pač ljubljanske navade. Moja dekle mora se vedeti. Naj pak bomo videli, kako se bo ta noči obnesla. Alo, z mano pridi, bomo malo pokramljala. Za bokav vina sem prosil, naj nam prinesejo. Bom zdaj prišel, oča. Bom še pogledal, če so moji hlapci in moje dekline že končali delo. Pa ne hitro pridi. Kmalu. Ejga, šmentani norci ljubljanski. Ali se je res odpeljala? Res, bratec, eno uro pred tabo. Videl sem jo, meni verjemi, skozi vrtna vrata je šla in tam jo kočijo prisedla. Kam neki je šla? V Ljubljano, mora biti k tvojemu stricu. Ko bi pa zvedela, to bi bil vrag. Kaj ti v glavo pade? Saj ji nisi povedal.
Če je pa Glažek vse izblebetal. Za tega ti jaz zagotovim, da ni nič rekel. Si ga pripeljal? A je že tukaj. Voštar jo je zavil, bo kmalu prišel. Kaj za mož je vendar? Bratec, tak je, vidiš, kakor si ga le privoščit moreš. Zrel za opetit. Sicer je na kmetih pri teh gračinah za advokata igral, ampak nekaj let sem so mu prepovedali. Zdaj pa na tihem kmete podpihuje in te prošnje maže. Ni dolgo tega, ki so ga v grajsko ječo zaprli. Da mu le denar pokažeš, ti bo storil, kar boš hotel. Zna tudi molčat. Kakor zid. Res ne bi hotel, da bi se ta reč izvedla. Pokovari, ali bi mestni gospodje grdo gledali? Kaj se more, na drug način je sploh ni mogoče dobiti. Ponujal sem mi že vse sorte, obljubil, z lepimi besedami okoli nje hodil, pa ji ni mogoče blizu priti. Če je pa tako, ne gre drugače. Sila kola lomi. Ale moja vdova nič ne zve. Ti veš, bratec, da sem s tabo vred velik revež. Če jo dobim, bova dobro stala. Me zastopiš? Prav imaš. Kdo bi si sicer ta križ na glavo natepel? Tukaj je Glažek. Pohlevni služabnik. Dobar večer, Glažek. Ja, poliče se da se srdim, da se mi je duša privezala. Tak zdaj pa naj kar ukažejo. Mar nisi tudi vest zapil? Dragec, vest in doktorstvo se prav nič ne glihata. Tako se bomo mi trije bolje glihali. Ja, posebna čast. Ali že veš vse? Vse že vem, dragec. Monkov mi vse natanko povedal. Samo nekaj bom pohlevno prosil. Da mene boste po mojem imenu klicali, ko bo kdo zdraven. Jaz že vem zakaj. Veste, vsak človek ima svoje sovražnike. Ljubljanski gospodje so mi malo nevošljivi za voljo moje učenosti. Me zastopite? Nič se ne boj. Tiho, nekdo prihaja. Bratec, ti se tukaj doli skri, ti pa tja pšenico. Mi ne bi bilo dobro, da bi nas tukaj srečal. Joj, moja lasurja! Se bo že popravila. Tekle, skoraj v pesti te imam. Bosmik sem mi obljubil priti. Da je že skoraj 9. Pri vsem tem mi ni nič kaj dobro pri srcu. Še 4 felduka zve, sem na koncu. Pokončan. To bo zlodej, bogato vdovo in še na vrh Mecko vzel. Mecko bi še pozabil, ampak bogate vdove se ne povirajo na cesti. Micka! Micka! Ave
Kako? Vsi, ljubica. V eni uri se tam pregraj prikažite. Spustila vas bom not na vrt, ko bodo oče že spali. Kako težko bom to srečno uro dočakal. Moje srce bo zgorelo od prevelike želje. Kaj me res tako močno ljubite? Od ljubezni bom še ponorel. Gotovo ste ljubljanske punce tudi čisnali. Jaz? Naj se v kamen spremenim, če sem katero drugo štimal kot tebe. Nikar se ne zacoprete, bi bilo škoda, ko bi tak zali gospod kamen ratal. Je že vas stric umrl? Ne bo več, da bo vlekel. Zdaj ima še 6 doktorjev okoli sebe. Oči me kličejo. Se bomo videli. Še kaj. Bog te vari, angelček. Bratec, če tvojega vzdihovanja ne bo takoj konec, bom kar domov zdirjal. Ne bodi nor, ti mi bi pravo zmedo napravil. Z dekletom sem že zmenil. V eni uri se mama srečati tam na prelazu. Mene zebe, da se vas stresem. Nisem navajen po noči okoli kolo vratiti. Kuš, kaj sem veter od kamnika doli vleče. Sram te vodi, ti se držiš, kot da bi 80 let star bil. Kadar se greva sobat, se ne sme gledat, kaj je za eno vreme, da bi ravno beseda na ustih zmrznila. Če je mraz odzunaj, je pa znotraj gorkejši. Prav imaš, pa na moje mesto se postavi. Meniš? Gospodje, mora biti sem prezgodaj prišel. Zvezal sem v pšenico, kako ste ukazali. Komaj doli počepnem, slišim oddaleč šum. Jaz gledam, poslušam, a naenkrat pa pridrvijo 4 fanti z dolgimi palicami, meni se ti da nič dobrega ne mislijo. Korajže velja. Tem ljudem ni nič za zaupati, naj meni verjamejo. Kuš, te kaj zebe, glažek? En malo že, en malo. Le en malo, a potem pa naj plaš meni, mene tako zelo zebe. Za božjo voljo nikar moja suknja je zadaj. Kaj, hudiče je to za eno sukno. Po onem rajdu, ki smo ga na kran spravili, pa sem ta zadnje dele pobral in sem par hlač z njih naredil. Kaj, vi, gospod doktor, ste si en par hlač naredili? Zakaj pa ne? Pomislite, kako je vse drago. Vino je že po petici. Kdo si pa kak denarček prišpada, dober je. Zakaj učenost, kot vidite, se v sedanjih časih ne plača. Tiho, nikata kljub ne delajte. Mi moramo tukaj proč tako dolgo, da ura pride. Jaz bom še malce si tu še privezal, če ni za mene, ne? Samo da ne ure ne zabudiš. Brez skrbi, imam uro v glavi. Kuš. Ejga, kaj neki te ljubljanske beštje tukaj iščejo? Pa ne, da bi hoteli moji Micki vasovat. Presneto, če bi bilo to res, kako bi kar vodo zbrcil. Ni zaston začelo dekle v primerjavah govorit. A reč men ne gre v glavo. Da je le kaj vrednega, tako more zlodej te ljubljanske fantaline zraven med. Kaj si vendar mislila? Za božjo voljo, da si se hotela skrivajo možiti, tvojega očeta tako razžaliti. Ali se te kdaj morda Anžeta silil vzeti? Saj ne jokaj, Micka, nekaj se ne jokaj, saj sem se samo govoril, saj sem ti že odpustil, saj ti si moja Micka. Žal bi meni bilo, če si bi ti tako zavrgla, saj bi te ne mogel sovražiti. No, Micka, obriši se, da te ne bom že videl jokati. To bi bil rekel, da je tako ljub. Dekle, a ne veš, da tile gospodje nas kmete radi za nos večega? Pa je bil tako priliznen, tako se znal sukati okoli mene, take lepe reči mi je pravil. Taki so tile gospodje, od zunaj sladki kot med, a tukaj nič ne veljajo. Ko nekdo k meni pride in pravi, Jaka, vi ste pravi mož, vi imate to
najboljše žito, pri vas se najboljši vinček pije. In tako dalje. Jaz si mislim, veš, ja, ti mi lažeš in mu ne zaupam več. Pa pustimo to reč. Mi bomo že oči obrisali. On bo še na te mislil, neverjetno, tako lepo vdovo imeti in drugega dekleta zalezovati. To je vendar preveč. Kaj nekaj delam že, da tako dolgo časa hodi? Mamička, saj boš dobra že, kaj ne? Kako pa? Prav dobra. Zdaj šele vidim, da on dobro z mano misli in da me prav iz srca ljubi. O, dekle, 10 let bom ne živel, če je to res. Sedi, kateri v mene venkaj strela. No, kako ti to dopade? Ljubja, že pusti te norčije, nikar me še ti ne jezi. Kako to? Saj še ni dolgo tega, da si take norčije štimala. Anže, ne bodi siten. Kar se je zgodilo. Kaj, jo boš še ti zdaj jezil? Nič se ne bojte. Knemecka, saj mi je škoda. Če hoče, da ti bom dobra, mi takih nikar naprej ne meči. Saj jaz nisem tako hudo mislil. Micka, kako ti ta sukna dopade? Preč mi jo vrži. Kmečka je lepša, ne morem te videti takega. Kaj res, Micka, ne verjamem, ni mogoče. Anže, če ne boš ti bom jezik odrezal. Klobuk imam tudi nov. Sem dal žan 17 reparjev, krslane denarce. Kako ti dopade, Micka? Tudi klobuka na 3 dežele nečem. Obdrži tvoj pomečkan klobuk, tvojo klofržo. Saj hočeš gospoda Plemiča imeti, ne? Anže, a boš molčal? O, to pak ne bom nič več rekel. Ta presnita gospoda mi ne gre z glave. Anže, jaz ti svetujem, da boš molčal, ja. Sicer ti pri mojej duši dekleta ne dam. Saj je še mnogo zadnjih fantov v naši soseski. Nič se ti ne treba tako napihovati. Pameti vodi, obnašaj se kot mož. Ti veš, kaj imaš storiti. Jaz sem ti povedal in gospa ti je tudi povedala. Ne bodi grozno. Ne, mene pustite, oče. Saj mu bo zadost žal, ko bo videl, da mu dekleta pred nosom vzameš. Ta bo debelo gledal. Ja, pazi, da se ne boš zagovoril, sicer nam boš še spačil. Zdaj mi pa pomagajte to mizo pripraviti. Micka, pojdi po 2 bokalata dobrega. Že gre. Čem s tabo iti, če se sama bojiš? Nič se ne bojim, tukaj ostanem že, bo kmalu nazaj prišla. Dete, kakšni gospodski duh nesreča. Tukaj bo šrivar se ne včupi, jaz. Tukaj je že, tukaj je Micka. Ne, ni bro, Micka mora imeti mano in med Anžetom sedeti. Anže, podi po graji pogledat, če so že prišli. Že prav. Micka, bokav sem prinesi. Bokav mora pri meni biti. Pa korajžno se drži. Ali bodo debelo gledali ti gospodje, ko nas bodo zakletali. Je že vse pripravljeno? Zdaj mora že priti. Kakor ukažete, gospa žlahtna, ta v nebesi vam bo dobroto poplačal. Vi ste moji hčeri,
nevarno spodili. Brez zahvale, oče. Jaz sem več zame kot za vas naredila. Bom od tega nič vrednega človeka odrešena, ki bi bil v mene na vse moje dni nesrečno naredila. Dekle, ali se mu upaš pred oči stopiti? Ali te tvoje srce ne bo zapeljalo? Obljubim, da ne. On je mene tako razžalil, da mu nikdar več dobra ne bom. Vendar bojim se, da bi ti kaj ne pokvarila. Višno da ne, gospa Žlahtna. Jaz za mojo hčer stojim. Dobro. Jaz se bom pa med tem časom skrila. Ko bo treba, bom pa na tam prišla. Mi bomo podkurili, da mu bo ljubezen pošla. Kaj se pa smeješ? Tako bojim se. To so prave šive. A si jih videl? Videl, slišal. Eden, meni se zdi, da je raven tvoj ženin to pri okraju krogi hodil, kakor da bi se šino vratilo. Izdihuje. Micka, ti Micka. Ta drugi šantuje, preklina Micko, mraz, ljubezen, trupa spuha. Huš, in sem trtja skače, kakor da bi ga komarji pikali. In šribar sedi na enem kamni, kakor da bi prvi zavu. Poliček vina zraven sebe in en glažek za drugi dol srka. Micka, pojdi po nje. Živi. Pametno se drži. Nič se ne bojte, to je moja skrb. Vidva se pa tukaj usedeva. To bo za crkot od smeha. Ne, mene pusti govoriti. Razumeš se? Že prav, oče. In nič si treba notr vtikati. Ne besed se ne bom govoril. No, glažek ga spi, da boš korajzo dobil. Kaj menite, da je nima? Sejbe. Ampak tako je. Ni vsaki pripravljen s to gospodo in s temi šlivarji vsakor hoditi. Mislim, se z njimi razumeti. To ti bo dobro. Ali če bo muž kaj prinesel, takrat bo ponižen. In tebi bo jezik tekel, kakor da bi bil namazan. Če boš pa, ker se sporimo, ali kakšno zdraho, bo vse drugače. Bodi pripravljen. On te bo sukal, on te bo zbijal, da ti bo beseda v usti kot drgneda. To je pač res. Nedavno tega, ko me je šribar v graščin zaradi davka v strahu imu. Jaz sem mu povedal, kar sem vedel. Podli sem pa molčal in sem mu pivo varžet malo. Tiho, že prihajaj. Naj pridejo, no. Pa je nekdo tam, dva kmetavzarja. Naj ne pridejo, saj tak moj oče vse vedo. Le noter, gospodje. Tako storite, kakor da bi doma bili. Me veseli, da take gospode pri meni vidim danes. Kaj res vse vedo? Vse na tam. Ne zamenite, oče. Dobar večer. Ali ve? Meni se zdi. Oče župan, Bog daj. Redoni se usedete, gospod Žlahtni, in oni tudi. Mi je zelo težko, da pri meni vse razmetano najdejo. Pa, saj ne bodo zamerili, kaj ne? Na kmetih ni. Da, vse prevelika čas zame. Jaz ne vem, kako sem jo zaslužil. Jaz pa ne vem, pri čem smo. Korajžen Bobi, da sparimo veselo deklet odpravi. Sem že davno želel očeta te lepe deklice spoznati. No, bežite. Vi ste možda vam ga ni para v kranjski deželi. Kaj mi pravite? Tudi če bi jo križem sveta iskal, take punčke ne najde, kot je vaša Micka. Pa ne bi se norca delali. Ta je rožca, ta je cvet, ta je kraljica ženskega spola. Dekle, se le zdaj vem, kaj imam doma. Pa ne zamerite, gospod Žlahtni. Jaz menim, da bi ženitno pismo gori postavili. Gospod Šribar, prosim, naj se tukaj usedejo. Micka, ti pa k meni. I jaz pa k Micki. Tukaj bom jaz sedel. Tukaj, Anže, vi, ki je čez, gospod Žlahtni, vi pa tukaj zraven.
srknila, kaj ne? Jaz sem dobro stojim, časna beseda je ta prav, saj sem ga sam iz Vipave pripeljal. Dragec, rad verjamem. Sin, Glašek, če smem prositi, da se ne bo roka tresla. Me veseli, da vam drži. No, gospodje, zdaj pa na zdravje nevesti. Iz srca rad, z veseljem. Vsi naenkrat in nobena kapljica ne sme noter ostati. Jaz sem tudi zraven. Na zdravje, Micka! Na zdravje! Še eno zdravitev. Ženinovo, kaj ne? Zdaj bom jaz ta prvi, potem pa vsi drugi za mano. Jehuj! Na zdravje, Anžeta! Anžeta? 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 Tak ne pijejo, no? Kva? Kaj vam nadiši? Jih mora biti glava boli. Bom že, meni ni dobro priti reči. Jaz sem danes pri kosilu preveč jedel. Da bi proč od tukaj bil. Škoda bi bilo, da bi se to preveč segrelo. Tako da zdravje, Anžeta. Na zdravje, gospod Šljivar, jaz vidim, da zdaj ženitno pismo gori postavite. Ile hitro, ti gospodje bi že radi, da bom šli. Vidiš, Micka, kako žalostno gledajo. Pojdi jih malo potroškat. Kaj, Janinka fari? Naj bodo dobre volje. Danes je moja zaobljuba. Saj sem dobre volje, prav dobre volje. Da bi te zlodej. Kako je že tema zunaj. Meni se zdi, da bi se zaobljuba lahko jutri naprej vzela. Nam bi se znala kakšna nesreča zgoditi. Noč ima svojo moč. Prav imaš, bratec. Saj jutri zopet pridemo. Nič naj se jim ne boje. Se jim bo že domu svetilo. Očka, bolje bi bilo, ko bi se obljuba naprej pod nebo pisala. Zakaj, dragec, po noči se nič kaj ne more pisati. Ja. Pri luči se vse človeku meša pred oči, ja. Pogaši vsaken glaček in potem se počasi poskusimo eden za drugim ven izmuzniti. Zlahni gospodje, jaz sem le en kmet, ampak za norca se ne pustim držati. Pa da bi še taki gospodje bili. Zaobljuba mora še danes podpisana biti. Za norca vam ne bomo, obljubim, da ne. Gospod Šljivar, kar pište, ali bodo vodo zbrcali. Kaj? Jaz kopam, jaz! Tiho podi, Glašek, s kmečkimi fanti ni varno norce priti. Anže bodi, ti ne smejste gospodje žaliti, zato ker so tvoje priče. Priče? Jaz mislim, ne? Sicer ne vem, zakaj bi bili danes obiskali. Gospod Šljivar, ali niste vi prišli, da boste moji hčeri ženitno pismo gori postavili? To je že res. Zakaj potem odlašate? Ne zamenite, očka. Mislim, da smo se malo zmotili, kar se tiče ime ženina. Kva? V mojem imenu ste se zmotili. V mojem imenu. Torej ti si tedaj ženin in prihodni Micki zakonski mož? Moja reč je pri kraju. Ne vem, kaj bi dal, da bi tukaj ne bil. Ste še več tukaj. Zdaj pa razumem. Tukaj bo najbolje župan potegniti. Vaše ime, oče župan? Jaka Zanedovec. Aha. In ime ženina? Anže Hudoba. To je pa grozno ime. Kaj boste vaši hčeri dali? Nič takega. To je siromaštvo na kmetih. Zdaj 900 godinarjev v gotovih, enega vola, 2 kravi in 4 svinje. Po moje smrti je pa vse njeno, celo moje premoženje. In kaj Anže Hudoba nazaj pripiše? Drugih 900. Kar bova v kup pridelala, bo pa obema slišalo. Knevicka. To se veda. Anže Hudoba in Micka Zanetovka se boste tukaj najprej podpisala. Jaz ne znam pisati, Micka ti tudi ne. Bom pa jaz obeh hrljenca pisal in vi boste pa križe zdraven naredila.
Zdaj pa vi, očka? Meni ni treba roke peljati. Jaz sem že bolj navajen. Zdaj pa priče. Najprej vi, gospod Žlahtnik. Jaz? Zdaj. Tate zloli. O, meni je roka zaspala. Oj, mene je krč prijel. Tako je prav, moji gospodje. Več za obljubom in v svate hodijo, mene pa doma pustijo, da me bo dolgega časa konec. Milostljiva gospa se je pa tvrdi, ja sem mislil, Ja. Zdaj pa ja, pravi Vi zloli. se čudite, gospod Tulpenheim. Niste mislili, da bom za vami prišla. Pa saj veste, da brez vas ne morem živeti. Milostljiva gospa, vaša dobrota. Bodite veseli, gospod Schenheim. Ljubica, vidite, kako je danes vesela? Je ženi, kaj ne? Ja, gospa Žlahtna. No, ste dokončali? Ne, ta dva nočeta podpisati. Mene mu je roka zaspala in te drugega je krč prijel. Kaj se boste branili? Naj se podpišejo. Vsaj za voljo mene. Vas prosim. Konec me vodi iz od sramote. In vi, Monkov? Že pišem. O, jeza, ne vem, kaj delam. Sej se je roka vendar že zadosti udala. Zdaj pa, moji gospodje, bodo za Mickino dodo kaju kup zložili, kaj ne? Res je. Tukaj imajo. To je za nevesto. Vidiš, tole ta dobri gospod, kdo ti priloži? Kaj pa vi, Monkov? Še tega mi je manjkalo. Pravi hudica je ženo. Tukaj. Aha. Lepo se zahvalim. Jaz si moram tudi še nekaj dati. To je zlati prstan, vidiš, kako se sveti. Naj ga pogledajo, če je ta pravi. Moj prstan! Jaz ga bom vse moje dni v čast nosila. Anče, še tebi enega. No, moj lepi Schenheim. Vidite, to je ravno tisti prstan, ki sem ga vam dala, s katerim sem mojo ljubezen zagotovila in za katerega vam je tako malo mar. Zdaj se tudi še spodobita za ženine neveste pijemo. Ja, tako je. Na zdravje ženine neveste. Na zdravje. Zdravje, da bi crknil. Naj ne zamerite, gospa Žlahtna. Bog vam daj vse dobro. Anže, Vicka, pita tudi dva. Na zdravje vam, Na gospa zdravje. Žlahtna. Na zdravje. Na zdravje. Dobro, jaz se vam zahvalim. Zdaj gremo domov, vidite, je že pozno. Bog vas obarvi. Gospod Glažek, jutri se bomo videli. Me zastopite. Joj, mene ne pozna. Kaj pa bo? Nikar se ne bojte. Mi boste tudi ženitno pismo gori postavili z gospodom Schenheimom. Milostljiva gospa! Saj ne boste komedi igrali. Poberite se. Mi dva sva narazen. Ampak moj stric! Vse svetel, vse! Lahko noč, oče župan. Minska lahko noč. Ko bo poroka, se rade bolje vrnem. Čez 3 dni se na okce ti srečamo. Najsreči, da bo pridejo pa spet nazaj. Lahko noč. Pokloni vam za vse. Bog vas obvari. Oj, Vidva, pa na županovo Vicko nikoli ne pozabita. In Anžeta. Ja, dragec, škoda bi bilo, ko bi ena kapljica noter ostala.
došli na Mickino proslavo, praznovanje. Prosim, še nikoga ni tukaj. Muskontar 100 dinarjev. Pevci 100 dinarjev. Svatje 100 dinarjev. Priče 300 dinarjev. Priče! Priče 300 dinarjev. Zdaj pa pozdravljeni vsi naprej.
Hvaležni smo vsem, ki ste pripomogli k tako prisrčnim in prijeten programu. Iz srca hvala vsem. Režijo igre je vodila Ivana Tekavec. Scenski prostor je uredil Pavlo Safra s pomočniki in sodelovanjem Janeza Urbančiča. Mikrofone je imela čest Lučka Bergant Oštar. Alex Šut in Matjaž Rivnikar sta bila odgovorna za luči. Skupina Luč in zvok našega doma je imela na skrbi osvočanje. Šepetavka je bila Veronika Vodec Marini. Maskiranje Veronika Malovrh in Ana Klara Zafra Štrubel. Pričeska Ana Klara Zafra Štrubel. Kostumi in rekvizite Toni Rovan in Ivana Tekavec. Plakat, oglas in program je oblikovala Veronika Kržišnik-Movic. Fotografiral je Marko Bombergar in snemal pa je Albert Muha. Posebna zahvala gre Oktetu in Spiritu za pevski vloček, folklorni skupini Mladika pod vodstvom profesorja Mirija Mehle-Javoršček za pripravo plesa in slovenski šoli Franceta Valantiča, Slonškovemu domu in Mirja Movljak za sodelovanje. Prosim, naj se vsi približajo. Današnjega slavja še ni konec, zato v prijateljskem vzdušju nadaljujmo ta lep večer v spodnjih prostorih ob zvoki skupine Potomci. Damjan Marinčič, Naca Kržišnik in Martin Marolt so pripravili lep venček slovenskih pesmi, ki nas bodo ob dobri kapljici, pogrnjenih mizah in o prijateljskem klepetu gotovo navdušili. Predtem bi pa radi delili z vami spored naslednjih predstav Okteta in Spiritu.
v petek 17. oktobra v Usina del Arte v mestu Buenos Aires, v soboto 18. v našem domu in v nedeljo 19. v Mendozi. Posebno vabimo vas na koncert čez teden dni v soboto 18. tukaj, v prostorih našega doma ob 20. uri, s prostovoljnimi prispevki. Po koncertu pa bo skupna večerja. Vstopnice so že v prodaji pri Marku Štrubelju in Sonji Miklič. Hvala vsem in nasvidenje prihodnje leto na okrogli 70. obletnici našega doma.